To je oddaja Klepet ob kavi. V vaši družbi sem Jasmina Kandorfer in tole je že 11. sezona naše oddaje. Vsaj 10-krat v vsaki sezoni smo poudarili, kako pomembno je, da gremo na veliko potrebo, po domače povedati, kakat vsak dan. A vendarle še vedno ogromno ljudi tega ne prakticira, saj bi si želeli, ampak ne pridejo do tega. In po spodbudo k temu razumevanju tega smo šli tudi na Dunaj. Tam se je odvijal kongres za efektivno medicino, kjer nam je dr. König zelo močno poudaril in razložil, zakaj je tako zelo pomembno, da gremo res vsak dan. Ist ein normaler Toilettengang täglich und nicht alle 2, nicht alle 3, nicht alle 4 Tage. Nur jeden zweiten Tag ist für mich schon kein normaler Toilettengang mehr. Woran kann es liegen? Klar, wir trinken zu wenig Wasser, dadurch kann die Verdauung schlecht funktionieren. Wir nehmen zu wenig Vitalstoffe zu uns, dass uns die Ballaststoffe fehlen. Dass wir einfach zu viele Kohlenhydrate in Einfachzuckerform essen und eben nicht genug Ballaststoffe in Form von Gemüse, Obst, Vollkorn zu uns nehmen. Das kann der zweite Grund sein, warum die Verdauung nicht so gut funktioniert. Stress. Das vegetative Nervensystem ist natürlich ganz, ganz wichtig dabei. Evo, kako pa bomo to dosegli? Definitivno je en krasen trik voda, vir življenja. Če bomo popili dovolj vode, nam bo pomagalo tudi dovolj vlaknin. Jabolko bo dobra izbira za dopoldansko malico, sicer pa velikokrat smo že govorili o tem, da vas nekako želimo preusmeriti iz sintetičnih odvajal na rastlinska odvajala. Torej, obstaja kombinacija rastlin, Ventrolax se imenuje, ena zadeva iz Italije, ki ravno tako učinkovito deluje kot sintetično odvajalo in se bolj priporoča kot sintetično odvajalo zaradi tega, ker spodbuja peristaltiko. Peristaltika pa je ritmično gibanje našega črevesja proti izhodu. No, saj vemo, kje ta izhod dejansko tudi je. In še enkrat, voda je tukaj ključna, predvsem pri starejših z leti že tako in tako je slabša absorpcija, je slabše to premikanje, ampak starejši imajo tudi koncept v glavi, da voda še za očevelj ni dobra in ravno zaradi tega jo uživamo premalo. In tukaj ne govorim samo o tekočini, govorim o vodi. Cviček pa sokovi ne bodo hidrirali. Celo čaji so tisti, ki nas lahko dehidrirajo. Tako da se bo kar treba navaditi piti vodo, pa mogoče ji lahko dodamo kakšno limono, to pa bo že dobro delovalo. Za elektrolite pa še mečkeno soli. Sicer pa spomnim se časov, ko so bile WC školjke popolnoma drugačne. In sicer imele so takšno poličko, ki je omogočala, da smo pogledali, kaj je prišlo iz nas ven. Mogoče se vam danes to zdi malce neprijetno, a vendarle je ključno. Pa ne samo, da podprejo, ne. Imajo toliko enih učinkovin, da pomagajo tudi pri sami prebavi, da se tudi prebavni sokovi, da se lažje začnejo izločati, ne, da lažje gre celotna prebava po prebavnem traktu. Ne. Tudi blato potem po formulaciji ni driska, ne, niso tisti taki trdi lorbiki, ampak je tak, kakršen more biti. Ne bom šla zdaj v podrobnosti, ne, ampak točno tak, kakršen more biti, da mi lahko normalno izločimo. Bristolova lestvica tip 4. Se pravi, skup se drži, v enem kosu je. Še vedno je malo mazljiv. Ja, ampak se mora lepo izločiti, ni nobenega madeža za njim, ne.